Zmožnost oblikovanja nečesa na računalniškem zaslonu in nato izdelave v samo nekaj urah je postala izjemno enostavna, zahvaljujoč tridimenzionalnemu tiskanju. In to mi je omogočilo izdelavo številnih projektov, od električnih koles do motorjev, ki delujejo na stisnjen zrak. V zadnjih 2 letih pa sem delal na novi napravi za svojo delavnico, doma narejenem CNC reskalnem stroju. Ta video je sponzoriral JLC CNC, več o njih kasneje. Trodimenzionalno tiskanje je znano kot aditivna proizvodnja, kjer se del izdela z dodajanjem materiala. To lahko dosežemo s strjevanjem tekoče smole, kot pri Formlabs Form 4L, ki lahko ustvari izjemno natančne in velike dele. Lahko pa to dosežemo tudi s taljenjem plastične niti skozi šobo, kot pri Prusa Core One. Obe napravi potrebujeta tog okvir, da zagotovita natančnost natisnjenih delov. Toda CNC reskalni stroj mora storiti enako, hkrati pa še potiskati hitro vrteče se reskalo skozi bloke kovine. To achieve this rigidity, the frame is built from large aluminium extrusion. Za dosego te togosti je okvir izdelan iz velikih aluminijastih profilov, ki jih je enostavno priviti skupaj in omogočajo določeno prilagodljivost za kasnejše poravnavanje vseh delov. Vendar pa, ko udarim po okvirju s kladivom, zazvoni kot zvon. Torej, če ga slučajno še kdaj udarim s kladivom. Odločil sem se, da okvir razstavim in ga napolnim s peskom ter epoksi smolo, pogosto imenovano epoksi granit, ki bo, upam, ublažila nekaj vibracij. Ali bo to vplivalo na kakovost rezanja, verjetno nikoli ne bom izvedel. Zagotovo pa je vse skupaj precej otežilo. Zagotovo je precej težji in ta okvir ustvarja pritrdilne točke, po katerih se bodo premikale vse 3 osi. Pomembno je, da se bo vsaka os premikala samo v svoji določeni smeri, za kar skrbijo ti veliki linearni vodili. In za pogon vsake osi se uporabljajo te veliki kroglični vreteni, ki pretvarjajo rotacijsko gibanje električnega motorja v linearno gibanje. Four-stepper motor, which has Dejanski izbrani motor pa je koračni motor NEMA 34, ki omogoča veliko večji nadzor v primerjavi z ročnim vrtalnikom. Vsaka os bo imela svoj motor, ki bo premikal rezalno orodje v vseh 3 dimenzijah. 4. motor na tej napravi je vreteno, ki je povsem drugačen tip motorja, saj je zasnovan za vrtenje ostrih rezalnih orodij do 24.000 obratov na minuto z močjo 22 kW. In žice za te motorje lahko lepo potekajo skozi kabelsko verigo, ki poteka vzdolž zadnjega dela portala. Ko smo že pri portalu, je ta zasnova CNC stroja znana kot zasnova s fiksnim portalom, kar pomeni, da potrebuje delovno ploščo, ki se premika naprej in nazaj po osi Y. To je zelo podobno nekaterim 3D tiskalnikom, kot je Prusa Mark IV, čeprav moja izbira zasnove ni bila neposredno navdihnjena s tem. Veliko velikih CNC reskalnikov ima premični portal, kar je odlično za rezanje velikih plošč materiala, vendar pa lahko takšna zasnova zaradi premikanja portala izgubi na togosti. Medtem ko ima natančnejši reskalni stroj, ki se pogosto uporablja za kovine, veliko manjši obdelovalni volumen. Ta se premika v obeh smereh, X in Y, medtem ko je vreteno pritrjeno na tog steber, ki se premika samo gor in dol. Torej je moj stroj nekje na pol poti med obema. Keros X poteka vzdolž velikega, togega portala, ki je pritrjen na osnovo okvirja in nosi tudi os Z. To omogoča, da je delovna platforma razmeroma velika, saj lahko prehaja pod portalom. To naj bi, upam, omogočalo rezanje majhnih, natančnih delov za moje projekte, hkrati pa tudi rezanje plošč do 500 mm v obeh smereh, X in Y. Da pa lahko upravljamo vse te osi, potrebujemo krmilno ploščo, za katero sem izbral Duet 3.6 HC ploščo, ker mi jo je priporočil kolega YouTuber in izdelovalec CNC strojev Ivan Miranda. Ta plošča ima nekaj zanimivih funkcij, kot so visokotokovni gonilniki motorjev, ki omogočajo, da se motorji priključijo neposredno na te pine, in ethernetni priključek za povezavo z internetom. Tako ga lahko upravlja katerakoli naprava z internetnim brskalnikom. Popolno. Ko sem vse elektroniko postavil na svoje mesto, sem okoli stroja zgradil okvir z dodatnimi profili, ki bodo držali tanke aluminijaste plošče za ohišje. Nočem, da bi bila moja delavnica prekrita s kovinskimi ostružki. Z dodatkom nekaj LED luči pa stroj že začne izgledati precej profesionalno. Nato sem na sprednjo stran dodal prozorna vrata iz polikarbonata in stranski nosilec za poceni zaslon na dotik, ki bo uporabljen za upravljanje stroja. In na koncu sem priključil vreteno, pri čemer, če boste kdaj sestavljali CNC stroj, nikoli ne pustite ohlapne matice na vpenjalni glavi vretena. the complete build of this machine is documented in Še posebej, če se vrti v napačno smer. Celotna izdelava tega stroja je podrobneje dokumentirana na mojem drugem kanalu, kjer opravim tudi začetni preizkus. Rezi, ki so vključevali pretvorbo ogromne aluminijaste delovne plošče v pritrdilno ploščo, z vrtanjem in navojem 178 lukenj.
To omogoča enostavno penjenje delov in pritrditev rezkalnega primeža. Celoten stroj me je stal 3955, oziroma nekaj več kot $5000. Za izdelavo pa sem porabil precej več časa, kot sem sprva pričakoval. Ta strošek vključuje vse, od osnovnih komponent, kot so okvir in linearna vodila, do dodatnih komponent, kot so zaslon na dotik, monitor in ročni upravljalnik. To mi omogoča premikanje vsake osi v korakih po 1/100 milimetra. Vendar, če ste že nekaj časa naročeni na moj kanal, boste vedeli. Že imam CNC rezkalnik, ki sem ga kupil pred približno 7 leti za zelo malo denarja. In od tipa, ki je očitno imel fobijo pred lepilom za navoje. Tako da ni najbolj natančen ali zanesljiv stroj, vendar mi je vseeno omogočil izdelavo nekaterih velikih aluminijastih plošč, ki sem jih uporabil za izdelavo tega novega stroja. Če pa nimate CNC stroja in morate izdelati nekaj delov, potem toplo priporočam sponzorja tega videa JLC CNC, ki ponuja hitre in cenovno ugodne CNC storitve. In brez skrbi, ni vam treba narediti profesionalne tehnične risbe. Preprosto naložite svoj tridimenzionalni model na njihovo spletno stran, nato izberite med možnostmi, ki jih ponujajo, kot so material, površina, obdelava ali morebitne luknje, ki potrebujejo navoje, in takoj prejmite ponudbo. Poleg tega je njihov čas izdelave le 3 do 5 delovnih dni. Te velike plošče so prispele na moj naslov le teden in pol po oddaji naročila. In zelo sem navdušen nad kakovostjo, še posebej v primerjavi s ploščo, ki sem jo naredil sam. In te nove plošče se popolnoma prilegajo moji zasnovi, ter zagotavljajo močno oporo med portalom in Y-osjo na mojem stroju. Iskreno, želim si, da bi pri JLC CNC naročil že prej, ker je njihova storitev odlična. In čeprav imam zdaj svoj CNC, bom zagotovo še naprej naročal pri njih. Ker ponujajo storitve, kot je petosna obdelava in druge materiale, kot je nerjaveče jeklo. Torej, če želite hitre, cenovno ugodne, po meri izdelane dele, potem ne zamudite njihove posebne ponudbe $70 popusta na vaše prvo naročilo, če obiščete povezavo v opisu spodaj. Torej, 2 leti in pol potem, ko sem začel načrtovati to napravo, je končno končana. Torej, naredimo motor. To je blok aluminija, ki je nekoliko večji od dela, ki ga moramo izdelati in moramo programirati stroj. Z naborom navodil znanih kot G-koda. G-koda je v bistvu le seznam koordinat, do katerih se mora stroj premakniti. Tako lahko na primer reče, premakni se na Y5, kar je 5 mm naprej, nato premakni na X10, torej 10 mm desno, potem Y0 in nato X0. In zdaj je stroj izdezel pravokotnik. Ampak tukaj je ena past, saj so ta navodila vsa relativna glede na ničelno točko, ki ji pogosto pravimo delovni zamik. Zdaj, pri rezanju tega pravokotnika delovni zamik ni tako pomemben. Pa vendar. Verjetno je najboljše, da ga premaknemo v spodnji levi kot, samo da ne bi po nepotrebnem zapravljali celotnega lista materiala. Če pa želimo rezati nekaj veliko večjega, kar je bližje velikosti lista, je zelo pomembno, da je položaj pravilno nastavljen. Zato lahko ročno premaknemo rezalno orodje, dokler se ne dotakne kosa materiala. In potem, ko upoštevamo polmor orodja, lahko delovni zamik na tej osi nastavimo na ničlo. Vendar lahko to traja nekaj minut, da natančno nastavite na vseh 3 oseh. Alternativa temu je uporaba merilne sonde. Na voljo so komercialne merilne sonde, kot je ta, ki se namesti v vreteno in je priključena na vhodni pin na krmilni plošči. Ampak ni mi všeč, da moram vsakič odstraniti rezalni nastavek, ko je treba izmeriti del. Zato sem naredil nekaj prototipov in prišel do svoje lastne zasnove. Ta del tukaj je nosilec za sondo in zahteva 2 površini pod kotom 45 stopinj, na kateri bo sonda naslonjena, da bo vedno nameščena v enakem položaju. In ta nosilec je pritrjen na stroj z nekaj 3D tiskanimi distančniki, ki ga električno izolirajo od okvirja. Sama sonda je nato le še en aluminijast blok z majhno tipalno iglo, ki sem jo vzel iz komercialne sonde. In ta se na nosilec pritrdi z majhnim magnetom. Da bi ta sonda lahko komunicirala s krmilno ploščo, sem na zadnji del nosilca pritrdil žico in jo povezal s signalnim priključkom. Nato sem pritrdil ozemitveno žico na delovno ploščo. In upam, da ko sonda dotakne dela, sklene tok okrog in krmilna plošča shrani položaj. Potem lahko izmerim in vnesem zamik od sonde do vretena, nato pa bo shranilo točno, kje bo ničelna točka obdelovanca. Vnaprej sem tudi programiral nekaj različnih zaporedij sondiranja. Naprimer, možnost sondiranja vseh 4 strani dela, da najdem njegovo središče. In deluje presenetljivo dobro. Čeprav je tako preprosto, pa lahko sondiranje neprevodnih materialov povzroči nekatere težave. Torej, končno naredimo ohišje motorja. Še vedno se moram veliko naučiti, ko gre za obdelavo, zato so parametri včasih takšni, da stroj zveni nekoliko grobo. Vendar sem na splošno zadovoljen s kakovostjo delov, ki jih ta stroj lahko izdela. Down to a nice cylindrical shape, as well as boring out the center, where the
Zgornja stran tega dela bo zadnji del ročičnega ohišja, zato jo je treba izvrtati, da naredimo prostor za ročično gred in ležaje. Na zadnji strani sem izvrtal še nekaj pritrdilnih lukenj za kasnejše testiranje motorja. Te luknje lahko navojimo z rezilom, imenovanim navojni reskar. Ta ima poševne rezalne zobe, ki ustvarijo popoln navoj. To prihrani veliko časa in truda v primerjavi z ročnim rezanjem navojev v luknje. Nato lahko to stran obdelave zaključimo z posnemalcem robov, ki vsem robovom doda 45-stopinjski kot. Ko je to končano, je treba kos obrniti, da lahko obdelamo zgornjo stran ohišja ročične gredi, kar zahteva ponovno merjenje. Ker se je zdaj položaj delov spremenil. In pomembno je, da pravilno nastavimo delovni zamik, saj bo ta nova odprtina mesto cilindra. Za pritrditev cilindra sem se odločil uporabiti navojno odprtino, in sicer navoj M16 s korakom 1 mm, ki ga je res prijetno rezati z navojnim reskarjem. In razlog za ta navoj bo postal jasen kasneje. Tako da po še enem hitrem posnemanju robov za odstranjevanje iglic, lahko ohišje ročične gredi še zadnjič obrnemo, da obdelamo sprednjo stran, ki je potrebovala merjenje, poravnavo in veliko materiala je bilo treba odstraniti, da smo dobili lepo cilindrično obliko. Prav tako je bilo treba izvrtati sredino, kjer bo šla skozi pogonska gred. Because I want a project to test out my new CNC mill, but I also believe that increasing the operating pressure of these. Tako je prvi del motorja zdaj končan, za obdelavo pa je bilo potrebnih približno 1 uro. In medtem ko sem ga izdeloval, sem isti del tudi 3D natisnil iz smole na Formlabs Form 4. Tiskanje in obdelava pa sta trajala približno 2 uri. Prav tako sem natisnil različico na Prusa Core One s pomočjo PLA plastike, kar je trajalo le 22 minut. Vendar ta primerjava ni povsem poštena, saj je priprava aluminijastega dela trajala približno 2 do 3 ure. To je zato, ker pri 3D tiskalnikih lahko preprosto uvozim 3D model, spremenim nekaj parametrov in kliknem tiskanje. CNC stroj potrebuje, da je vsak posamezen rez vnaprej programiran, vključno z globino reza, hitrostjo premikanja orodja in celo izbiro orodja. In če narediš napako, je zelo enostavno kaj zlomiti. Torej, čeprav aluminijasti del zgleda cool in bo najmočnejši za dele, kot je ta, ohišje ročične gredi, pa ta del pravzaprav ne potrebuje nujno trdnosti aluminija. Bilo bi veliko lažje in ceneje, če bi ga natisnili s 3D tiskalnikom. Zakaj se torej zdaj odločam narediti zračni motor iz aluminija, ko pa plastični motorji, ki sem jih prej izdelal, delujejo povsem v redu? Deloma zato, ker želim projekt, s katerim bom preizkusil svojo novo CNC reskalno napravo. Verjamem pa tudi, da bi povečanje delovnega tlaka teh motorjev lahko pomagalo pri učinkovitosti in izhodni moči. Posebej za poganjanje motorjev s tekočim ogljikovim dioksidom, ki ima pri sobni temperaturi približno 900 psi. Vendar pa, za razliko od običajnega stisnenega zraka pri 900 psi, ki se med delovanjem motorja postopoma zmanjšuje, bi moral tekoči ogljikov dioksid ohranjati 900 psi. Dokler vsa tekočina ne izhlapi, kar deluje skoraj kot samoregulirajoč vir plina. Zdaj, ta specifični motor bo, upajmo, deloval samo na običajni zrak pri 100 psi. Ker se še vedno učim najboljših metod za izdelavo določenih delov in imam še veliko za ugotoviti, preden naredim motor na ogljikov dioksid, še posebej, ko gre za bat in val. Ker je CNC reskalnik zelo dober pri rezanju ravnih linij zaradi linearnega gibanja, ima nekaj težav pri rezanju krogov. To je deloma zaradi natančnostnih omejitev pogonskih motorjev, pa tudi zaradi koordinatnega G-kodnega sistema, ki mu mora stroj slediti. Kot sem omenil prej, za izrez kvadrata potrebujemo 4 linije koordinat, za izrez osmerokotnika pa potrebujemo 8 linij. In če še naprej povečujemo število koordinat, se vedno bolj približujemo krogu. Vendar pa tudi z 150 vrsticami kode, ki jih je ustvarila CNC programska oprema, to še vedno ni popoln krog. V idealnem primeru bi to lahko obdelali z uporabo stružnice, ki izdeluje popolnoma okrogle dele, tako da jih vrti in uporablja nepremično rezilo. Kaj pa če naredimo obratno in zavrtimo rezilo okoli nepremičnega dela? Zato moramo izdelati posebno orodje, ki zamakne rezilo za polmer bata. To orodje ima izvrtino po sredini, ki je večja od premera bata. In nekaj materiala je treba odstraniti strani, da lahko namestimo rezilo. Vendar bo to orodje na koncu nameščeno uvreteno in zavrteno do približno 10.000 obratov na minuto. Zato mora biti dobro uravnoteženo, kar pa ni ravno enostavno, če odstranimo veliko materijala z ene strani. Da bi to izravnali, je oblika videti zelo nenaravna, saj pomanjkanje materijala na eni strani uravnotežimo z odstranitvijo materijala na drugi strani. To sem oblikoval z uporabo orodja za določanje težišča v svoji CAD programski opremi, zato upajmo, da bo uravnoteženo tudi v resnici. Nato ga obrnemo na bok, da obdelamo majhno trikotno režo.
ker nameravam uporabiti eno od teh rezalnih ploščic, ki bo pritrjeno z majhnim vijakom. Tako je treba izvrtati in navojiti luknjo, vendar nimam dovolj majhnega navojnega rezkarja za ta navoj, zato sem ga navojil ročno. In dobesedno 3 obrate, potem ko sem neumno prenehal snemat, sem zlomil navojnik. Ta navojnik je bil res dobro zataknjen in je premajhen, da bi ga odstranil iz kosa, ne da bi ga poškodoval. Zato sem moral izdelati popolnoma nov kos in tokrat sem se odločil, da ga navojim z druge strani, kar je delovalo veliko bolje. Nato lahko kos še zadnjič obrnemo, da odstranimo ves preostali material. In skozi sredino lahko izvrtamo luknjo, ki jo je bilo treba navojiti z navojem M10. Tako lahko kot glavno os uporabim vijak z ramenskim delom premera 12 mm. Torej, z nameščenim majhnim rezilom lahko novo orodje namestimo v vreteno, da vidimo, ali lahko dosežemo popolnoma okrogel obet. Some 3D printed tool that applies an internal pressure to the cylinder should be able to polish the cylinder smooth. Now this engine is about as basic as an engine can get and relies completely on my assumption that the piston seal will make it. Orodje ni bilo le dobro uravnoteženo, ampak je tudi končna kakovost bata videti precej boljša. Ker orodje skrbi za krožno rezanje, mora CNC samo premikati navpično. Zdaj moramo enako narediti še za val, za kar na srečo obstaja orodje. To je povrtalno orodje in deluje enako kot moje doma narejeno orodje, vendar za notranje premere. In za razliko od mojega orodja se lahko njegov premer nastavi z vrtenjem tega gumba. Torej, da izdelamo val, lahko najprej izvrtamo manjšo luknjo z navadnim rezkarjem, nato pa jo s povrtalnim orodjem razširimo na pravo mero. Zato je potrebnih kar nekaj rezov, da je izvrtina ravno pravšnja. Saj želim, da sta bat in val čim bolj zrakotesna, da ne bi potreboval batnih obročkov. In precej blizu je. Vendar pa je pri tem postopku obdelave manjša težava, saj na valju in batu pusti vodoravne črte, ki lahko povzročijo trenje med obema drsnima površinama. Da to popravim, sem kupil brusilno pasto, ki je abrazivna pasta. In ko jo združim s posebej izdelanim 3D tiskanim orodjem, ki na val izvaja notranji pritisk, bi moral biti sposoben zgladiti notranjost valja. Ta motor je tako osnovni, kot je le lahko. In popolnoma temelji na moji predpostavki, da bo tesnilo bata omogočilo njegovo delovanje. To je zato, ker bo dovodni ventil za zrak preprost krogelni ventil, ki ga odpira majhen zatič, strojno izdelan na vrhu bata. Pomembno pa je, da bat odpre ta krogelni ventil čim bliže vrhu svojega hoda. Zaradi naravne geometrije ročične gredi bo za odpiranje ventila potrebnega manj navora, če je ta čim bliže položaju ob 12. uri. Če pa tesnjenje med batom in valjem ni popolno in lahko zrak uhaja, potem mora biti ventil odprt dlje časa. To močno zmanjša učinkovitost ali celo prepreči delovanje motorja. Drugi vidik, ki ga je treba upoštevati, je kompresija, ki jo povzroča bed, ko se premika navzgor po valju. Ta je pomembna za učinkovitost pravega motorja z notranjim izgorevanjem, lahko pa povzroči težave pri tem zračnem motorju. Ker če kompresijski takt ustvari višji tlak kot dovodni tlak, bo zrak preprosto črpal nazaj v dovodno posodo in namesto motorja bomo imeli mini kompresor. Zdaj, ker ta motor deluje samo na zrak, se morda sprašujete, zakaj vrezujem hladilna rebra v val. No, ko bom enkrat poganjal motor s tekočim ogljikovim dioksidom, lahko širjenje visokotlačnega plina povzroči velik padec temperature, na enak način, kot se sprej ohladi, ko ga uporabljate. Zato so ta rebra dejansko namenjena segrevanju valja, kar bi moralo pomagati plinu, da se razširi in, upajmo, izboljšati zmogljivost. Tako lahko s pritrjenim batom in ojnico na ročično gred namestimo val z navojnim priključkom. V glavo valja pa vstavimo majhen O-obroček s 3 mm krogličnim ležajem, da naredimo sesalni ventil. Tako lahko popolnoma sestavljen motor pritrdimo na posebej izdelano pritrditev, velika propeler pa bo služila kot vztrajnik. Potem, ko je dovod stisnenega zraka priključen na glavo valja, bo motor deloval. And as mentioned earlier in the video, the whole build of my CNC... Ne čisto, ampak zato je val privit v ohišje ročične gredi. In z obračanjem valja lahko nastavimo čas odpiranja sesalnega ventila. Torej, če je val znižan, se bo ventil odprl prej in zaprl kasneje. Če pa se odpre prehitro, bo motor povratno vžgal. Čeprav sem večkrat poskušal natančno nastaviti čas odpiranja ventilov, motor še vedno ni deloval. Zato sem se odločil vbrizgati nekaj mineralnega olja v izpušne kanale, kar je očitno zelo pomagalo. In z nekaj manjšimi prilagoditvami časa odpiranja ventilov se je zdelo, da je motor ujel nenavaden pas moči.
Vendar moram ugotoviti, kako zakleniti navoj valja. Ko najdem optimalni položaj, saj elastična torzija v tlačni cevi počasi spreminja čas odpiranja ventilov. Ampak ne bi mogel biti bolj zadovoljen s tem prvim prototipom, saj sem se med izdelavo veliko naučil. In kot sem že omenil prej v videu, je bila celotna izdelava moje CNC naprave podrobneje dokumentirana na mojem drugem kanalu TeamStation. Torej, če vas zanima ogled dodatnih vsebin, ki sem jih pripravil, si jih oglejte in se naročite. Hvala za ogled.